Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes se sprehodimo po gozdu z malim in velikim. Nekoč, že dolgo je tega, sta daleč v gozdu živela mali in veliki medvedek. Nekega dne ju je mamica peljala v gozd nabirat gobe. Mali je bil še majhen, vsega se je bal in skorajda še ničesar ni vedel. Veliki pa je bil ponosen, pameten in pogumen. Ko so hodili po gozdu, je mamica opazila premikanje v grmovju. Mali je zajokal, saj je mislil, da je prišel Bavbav. Veliki pa ga je potolažil in mu pokazal, da se za grmovjem skriva zajček z visoko štrlečimi ušesi. Naprej v gozdu je mamica nekaj zaslišala. Mali je zajokal, saj je mislil, da je prišel Bavbav. Veliki pa ga je potolažil in mu pokazal, da se na veji skriva ptiček, ki veselo poje. Kmalu je mamica opazila nekaj na tleh. Mali je zajokal, saj je mislil, da je prišel Bavbav. Veliki pa ga je potolažil in mu pokazal, da se med listjem skriva pavš s svojo hišico. Ko so našli lepo gobo, je mamica zastokala. Mali je zajokal, saj je mislil, da je prišel Bavbav. Veliki pa ga je potolažil in mu razložil, da se je mamica zagotovo nečesa spomnila. In imel je prav, košaro za gobe je pozabila doma. Ker so skupaj hodili zelo počasi, je prosila svoja otroka, naj jo počakata pri gobi. Stekla je domov po košaro. Mali je zajokal, saj je mislil, da bo prišel Bavbav. Veliki pa je bil pogumen, a ne dovolj za oba. Zato sta šla skupaj z roko v roki iskat mamico. Ko sta prispela domov, mamice ni bilo. Šla sta nazaj v gozd, a mamice niti tam ni bilo. Zajokala sta, saj sta mislila, da je prišel Bavbav. A ni bilo tako. Ko sta hodila domov po desni poti, je mamica hitela nazaj v gozd po levi poti. Ko ju tam ni našla, je pohitela domov po desni poti, a ona dva sta jo že iskala po levi poti. Ko pa je mamica zaslišala jok svojih otrok, je pritekla in ju močno objela. Seveda sta se najprej ustrašila, da je prišel Bavbav, a sta v maminem objemu ugotovila, da Bavbav zagotovo ne obstaja. Kaj je mali še ugotovil? Ugotovil je, da tudi veliki ni vedno pogumen, da se lahko tudi on zmoti, da ne ve vsega in da tudi on včasih joka. In tako je tudi prav, saj je bil tudi on včasih majhen in še skorajda ničesar ni vedel. Kaj pa Bavbav? Njega nihče nikoli še ni videl, ne slišal. Seveda ga nihče ni videl, ne slišal, kako le, če sploh ne obstaja. Le v knjigicah in risankah ga najdemo, to pa je tudi vse. Zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, polubček in lahko noč.